Meta je zavrnila Bitcoin. V drugih novicah pa tudi: Rusija želi s kriptom obiti sankcije, Portugalska postaja kriptoraj za digitalne nomade in lažna e-pošta pod imenom Coinbase napada Shiba uporabnike. Dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Delničarji podjetja Meta so glasovali proti predlogu, da bi podjetje del svojega denarja vložilo v Bitcoin. Predlog je podal kriptopodpornik Ethan Peck, ki meni, da bi s tem zaščitili vrednost denarja pred inflacijo. Vendar je za glasovalo le 0,08% delničarjev, večina pa je bila proti. Glavni delničar Mark Zuckerberg ima večino glasovalnih pravic in verjetno tudi sam ni podprl predloga. Kljub temu pa nekatera podjetja že vlagajo v Bitcoin, saj verjamejo, da je to dolgoročna zaščita in priložnost za rast. Stare zamire zaradi propadlega kriptoprojekta bomo videli. Rusija zaradi mednarodnih sankcij in izključitve iz bančnega sistema SWIFT razmišlja, da bi pri izvozu žita uporabljala kriptovalute. Njihova državna kmetijska banka je potrdila, da išče nove načine za plačevanje z uporabo digitalnih sredstev. Rusija je velika izvoznica pšenice, zato bi lahko ta korak vplival na svetovno trgovino. Če bo načrt uspešen, bi kripto lahko postal pomembno plačilno sredstvo v trgovini s surovinami, še posebej za države, ki so prav tako pod sankcijami. Tukaj bi lahko kripto dobil resen zagon. Hej, če so ti všeč naše novice do zdaj, pritisni všeček, komentiraj spodaj in ne se pozabiti naročiti, da ne zamudiš zanimivih videov. Vse več ljudi iz kriptoindustrije se seli na Portugalsko, saj država ponuja odlične pogoje za življenje in delo. Kapitalni dobiček iz kripta ni obdavčen, če kovance držiš več kot eno leto. Poleg tega ima Portugalska dobro klimo, nižje življenjske stroške in prijazno okolje za tujce. Številni kriptopodjetniki in vlagatelji se selijo tja iz ZDA, Nemčije in vzhodne Evrope. Kljub nekaterim težavam, kot sta birokracija in počasno delovanje države, velja Portugalska danes za eno najbolj kriptoprijaznih držav na svetu. Prijaznost kriptu se vsekakor splača. Uporabniki Shiba Inu so prejeli lažna e-poštna sporočila pod pretvezo, da prihajajo od ekipe Coinbase. Vsebina sporočila poziva uporabnike naj potrdijo svoj račun, sicer bodo izgubili dostop. V resnici gre za poskus kraje podatkov. Zlonamerni napadalci želijo pridobiti dostop do denarnic. Skupnost SHIB opozarja: ne klikajte povezav, ne delite svojih gesel ali obnovitvenih fraz in vedno preverite informacije neposredno prek uradne aplikacije. Kriptogoljufije so vedno bolj prepričljive. Previdnost je nujna. Hvala vam za ogled in se vidimo v naslednjem Kriptopulzu.